Na koncu tega videa vam bom povedala, kaj naredim vsak večer, da se spomnim, koliko se imam rada. Poglejte ga do konca. Lepo pozdravljeni. Danes bom govorila o obljubljenem posnetku, ki sem vam ga obljubljala v videu o ljubezni, in sicer o ljubezni do sebe. Mogoče bi za začetek delila z vami, kako se zdajle počutim, ko to snemam. Moj občutek je, tako sem precej mirna, pa zelo v stiku z nekimi nežnimi občutki. In pravzaprav mi je pomembno, kako boste ta video sprejeli, zaradi tega, ker je to neka moja intimna stvar. Govorila bom o moji ljubezni do mene, o tem, kako pač jaz to razumem, ali pa kako sem včasih sploh razumela to, ali pa nisem razumela. Ker se mi je dogajalo, zelo zanimive stvari so se mi dogajale v zvezi s to ljubeznijo do sebe. Zlasti pa je ta občutek, a veste, da o tem nikoli nismo govorili, a ne. Tako, recimo, ko smo bili majhni, so rekli, ne smeš tepsti prijateljev, ne, moraš jih imeti rada, ne smeš tepsti sestrice, moraš jo imeti rada, mamica se na tebe, a ne, roka se ti bo posušila. Pobožaj kužija, kužija moraš imeti rada. Skratka, blazno veliko enega učenja o rad imeti druge, a ne. Sploh tiste, ki so bili našim staršem všeč, smo mogli še posebej imeti radi. Tako da, ja, potem smo postali najstniki in odraščali in smo seveda tudi dobili družbo, ki naši okolici ni bila tako po godu, in tam je bilo že konec tega, moraš imeti rada druge. A ne, je bilo že bolj, kako bi preprečil, da ima rad druge. Ampak pojdimo nazaj v ta občutek rad se imam, v občutek ljubezni do sebe. Glejte, čisto iskreno, če vam povem, jaz, ko sem prvič začela slišati take stvari, jaz pojma nisem imela, kaj za vraga pomeni imej se rada. To je ena stvar. Druga stvar je, da so mi vedno drugi povedali, ti se nimaš dosti rada. A se res nimam? Meni je to prav probleme mi je delalo. Jaz sem cele dneve razmišljala o tem, a se imam rada, a se nimam rada, a se imam rada, a se sovražim, ne sovražim se, ne, no. Mislim, kaj je s temi občutki? Potem sem v enem obdobju pač poslušala sem zelo veliko enih posnetkov tudi, pa nekih webinarjev pa tako, in potem sem sploh teh duhovnikov, in potem sem v enem trenutku začutila, da mogoče se pa res ne maram in da zdaj bom pa jaz sebe v roke vzela. Pa sem začela z afirmacijami. In ena afirmacija je bila, lepa sem, lepa sem, lepa sem. No, in ta afirmacija mi je zelo veliko pomagala. Pomagala mi je v bistvu zelo veliko pri tem, da sem videla, kako se ne morem gledati v špegu, kako si nisem všeč, kako se ne sprejemam takšno, kot sem. In ta afirmacija mi je v bistvu pomagala do ene velike skrivnosti, ki je zame zelo pomembna. In to je, da se jaz počutim ljubljeno takrat, ko sem v celoti sprejeta od drugih, in počutim se ljubljeno od sebe takrat, ko v celoti sprejemam sebe. In nima to nobene veze z ničemer drugim. Skratka, tudi kadar sem do sebe groba, sem včasih groba zaradi tega, ker sem v neki aktivnosti in hočem v sebi narediti spremembo. In to delam zato, ker se imam rada. To ne pomeni, da se nimam rada in da sem zato groba. Ker si rečem, ne bom tega, ne bom tako. Postavim si meje sama sebi. Zaradi tega, ker se imam rada. Ker želim narediti spremembo. In bom šla nazaj. Skratka, jaz sem se začela gledati v špegu in sem si začela govoriti, lepa si, lepa si, lepa si, in pač vsakič mi je šlo bolj na bruhanje, ker sem si to govorila in ker sem se gledala. Zdaj mogoče razumete, zakaj sem vam povedala, da bo ta posnetek zame res nekaj posebenega, zelo iskren posnetek, tako da prosim z njim ravnajte spoštljivo. Ja.
Se bom vrnila nazaj, gledam se v ogledalo, ne morem se gledati. Poslušam svoj glas, ne morem ga poslušati. Polno nekih drobnarij me je oviralo pri tem, da se nisem mogla sprejeti takšno, kot sem. Pol sem začela hoditi k frizerju, pa sem si začela barvati lase, pa sem rekla, evo, zdaj sem pa oranžna, zdaj sem pa rdeča, zdaj sem pa rjava. Isti drek. Še vedno se nisem mogla postaviti pred ogledalo in reči, da sem si všeč, da se sprejemam. Potem različne obleke, hujšati, rediti, na nohtke, vse živo sem počela. Dokler nisem nekega dne rekla dovolj. Dovolj je. In ko sem rekla dovolj je, sem začela opazovati sebe takšno, kot sem, zato ker sem vedela, da ne morem enih stvari spremeniti. Ne morem spremeniti tega, kakšne imam lase, ne morem spremeniti tega, kakšna sem. Glejte, lahko shujšam, ampak to mojega notranjega občutka ne bo spremenil. Lahko se zredim, to mojega notranjega občutka ne bo spremenil. Več gub, manj gub, take prsi, drugačne prsi, ne gre se za to. Rdeči nohti, ne gre se za to. Gre se za moj notranji občutek, za moj odnos, ki ga imam jaz do sebe. In sem se mogla vrniti, leta in leta nazaj. Tudi generacije nazaj, ko me še ni bilo. In sem začela raziskovati odnos mojih prednic. Moje prednice so bile ženske, ki so izjemno znale dobro potrpeti in izjemno dobro so znale poskrbeti za druge. Nobena ni bila ljubljena od drugih in nobena ni postavila meja zase, to se pravi, ni bila ljubljena niti od sebe. In sem si rekla, Leila, kako se boš imela rada, če pojma nimaš, kako se to naredi. In sem začela. In sem se začela spraševati vsak dan znova, a mi to paše, a mi to ne paše. In sem začela ljudem postavljati meje. Začela sem ure in ure gledati svoje lastne posnetke. Zato, ker jih nisem mogla gledati. Ker sem si bila tako grozna. A razumete, grozna sem si bila, grozna sem, glas mi je bil grozen. In sem začela gledati te posnetke. Začela sem gledati še posebej tiste posnetke, kadar sem dobila feedback od vas, ta posnetek je pa v meni zapustil veliko aha momentov, hvala za ta posnetek. In tako sem si rekla, ljudem toliko dam ene snovi za razmišljati, toliko enih idej, toliko enih možnosti za spremembo. Sama sem pa tukaj čist zgubljena. Kaj, če bi se je začela sama od sebe učiti? A razumete? Jaz, modra ženska. Zakaj se ne bi učila od sebe? Zato, ker moje prednice niso imele vzorca odnosa do sebe, kaj šele ljubezni do sebe. In sem šla tako korak za korakom, korak za korakom. In sem si vedno govorila, takšna sem. Ko me je kaj zabolelo, ko sem kaj težko sprejela, sem si rekla, takšna si, Leja, s tem je vse okej. In ta odnos do mene je počasi rastel. In skozi bolj sem postajala jaz. Nehala sem si barvati lase, postajala sem to, kar sem, zunaj, znotraj, všeč sem si skozi bolj. Včasih se pogledam zdaj v špegel pa rečem, mater, sem luštna. In to jaz nisem verjela, dragi moji, jaz nisem verjela, da je to mogoče. In to ni bilo povezano s tem, koliko novih oblek si kupim, koliko drage torbice nosim, koliko parov čevljev imam v omari, kolikokrat grem nohte zrihtati, kolikokrat grem k frizerju. Nič od tega ni vplivalo na mojo ljubezen do mene, na moj odnos do mene, na
na to, da postavljam meje, da rečem dovolj je sebi in drugim. Tudi sebi je treba postaviti kdaj meje. Sploh, če imamo model, da se razdajamo do nezavesti. Še takrat, ko nas sploh nobeden ne prosi. Tako da o tem sem želela z vami govoriti. Ljubezen ima recept, ima šifro v koreninah, v naših prednikih, v naših prednicah. Raziščite to. Če tega ni, potem morate začeti na novo ustvarjati in lahko najdete samo znotraj sebe. Ne morete najti zunaj sebe, ne morete, ni modela. Tako da tisti, ki vam obljubljajo, da vas bojo naučili, da se boste imeli radi, vam ne obljubljajo nič drugega, kakor to, da vam dajejo neko upanje, ki je nedosegljivo. Tisti, ki vam obljubljajo, da vam bodo pomagali najti pot do tja, kjer se skriva vaša ljubezen, tisti ljudje so ta pravi. Skratka, ljubezen do sebe ne pade z neba. Ni nikjer napisana. Ni. Tukaj noter v vas jo nosite. In edina stvar, ki jo morate narediti, je najti način, kako boste odprli ta vrata do tega zakladkota. Evo, pa sem vam povedala. Toliko o ljubezni do sebe. Zdaj bom v naslednjih videih še govorila o eni zelo zanimivi tematiki, ki se ji reče pričakovanja glede ljubezni, ki jih imamo, in od kje prihajajo ta pričakovanja, ki jih imamo. Bi vas pa prosila, da se naročite na ta kanal, zaradi tega, ker boste potem dobili obvestilo, da ta videoposnetek prihaja. Zahvalila bi se vam lepo, uživajte, pomlad prihaja, vse bo kmalu v redu, tako da lahko bomo šli spet med ljudi in se bomo z veseljem objemali. Drugače pa povem vam še eno skrivnost, čisto na koncu. Jaz se vsak večer, ko grem spat, objamem. Takole. In si rečem, leja moja, koliko si bila pa danes fajn. In pa se čisto spomnim, zaradi česar sem res bila fajn. To mi pomaga.